Dobrodošli v oddaji Jan David se pogovarja. Tokrat po sili razmer z mano Pušnik, ker kdo bi hotel z njim delati intervju, če model dela sam intervjuje. Poznamo ga po intervjujih, stand-up intervjuju, pa potem na Radio Gaga si bil zdaj dvakrat. Sam tam te folk ne pozna. Pa bil si včasih ful aktiven kot študentski, šef študentskega kluba. Aktivist. Aktivist si bil. Okay. Tako da prvo vprašanje, ki ti ga moram postaviti, je vprašanje od prejšnjega gosta in to je bil Klemen Bučan, in sicer koliko sklec narediš v šusu? Ne vem, reda 10 po moje. Ok, fair. Hvala, odgovor. Na koncu bo še midva eno vprašanje postavila za drugega gostja. Matej, hvala, ker si moj gost in gremo v začeten video. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Živo, Matej, kako si? Živo, Jan David, to redo, se prepravlja, da zgleda, kao da se vozva. Ne, ker itak folk vidi v zadnji. Da se ne premika. Tudi lahko povejo, kje smo sred fucking centra. Zakaj so tle, ne vemo, ampak ok. Cool. Zakaj, da fakt si se odločil delati intervjuje ob tem, oziroma si ti delal intervjuje pred tem, ko si začel nastopati? Ne. Ok. Koliko nastopov sem imel, ko si delal prvi intervju, če se ne motim, bil težki? Prvi bil težki, ja. Drugače prvi čisti bil pevc. Okay. Ampak ta intervju nikoli nisem objavil, ker so ga posnela tle v enem lokali bliz. Ja. In je bil čist pilotno, da vidim, če se sploh da pogovarjati, ko se rabimo dopreme. Zastopim. In ja, to je bil, ne vem, tam med 10 in 20 nastopov s njemu, ko sem začel delati intervjuje, tudi delal še pod Bevški, delal svoje zgodbe, ki delal neke bloge pa to. Okay. Jaz sem pa pogrešal tle v Sloveniji v bistvu nek ta šraufajne komedije. Ja, razumem. In te intervjuje sem se lotil tako, da sem gledal, ko bi jaz pred pol leta rabo slišati, da bi hitreje napredoval. In pogotoviš, da itak ni bližnjic, da pač stage time je stage time, da večkrat na oder, tem boljš. In ja, to je to. Ok, fair. Kva pa, ko si začel delati intervjuje, oziroma tako tem vprašal, pa si dobil kakšen feedback, da je komu pomagal? Ja, valjda. Je, Full folka to gleda. Zdaj, tudi nekih mlajših komikov, spomnim se, da na začetkih sem še te neke uživo delo, so komentirali od spod, pa itak, ker je scena slovenska stand-up je mehna, 60-80 nas je in potli itak se hit zve, ne. Ja, 30 pridnih, 40 pridnih. To. Recimo. Kdo je tvoja skrita želja za stand-up intervju? No, nimam nobenih skritih želj. A pa lahko poveš, kdo je? No, v bistvu nimam tako. Nimaš želja, ok. Pa če ne bi vse, ok. Večino sem jih že naredil. Od teh, recimo, slovenskih večjih mi fali še par ljudi. Yeah. Recimo, z Jonasom Žnidaršičem še nisem naredil, kako je delal stand-up neki. S Polesom smo se enkrat menili, ko smo eno reklamo skupaj snemala, pa je najprej rekel, ja, pa jaz ne delam intervju. Ampak v redu, tudi ni tukaj, mislim, super dec, pa Valenča, pa to bi se dalo zihar kaj zmeniti. Pa kak Šimek, recimo, ne? Jaka Šraufenci, ne vem, če se spomniš. Slišal sem, to so te starejše generacije. To so starejše generacije, ja. Ratel mi dobiti intervju s Kobalom, ne, pa so se pol spoprijateljila, pa ene stvari še skupaj naprej počela, ampak tako da pač teh starejšin nekako nimam. Zdaj pa itak prihajajo novi komiki, ti si bil že tudi gost, ne. Ok, ampak novi komiki. Kaj pa je pogoj, da pridejo v tvoj intervju? Ja, na intervju pride človek, ker se imaš z njim kaj pogovarjati, ne. Ker greš, na začetku sem delal tudi intervjuje z ljudmi, ki so imeli po 4-5 nastopov. Ja. In to si lahko pogledate, so dokaj bedni pogovori. In kako je kaj nastopati? Ja, fajn. Da mi pove eno prigodo, nič na oder greš in to je to. In potem se mi zdi vedno več nastopov, ko imaš, vedno bolj rečeš bedno ali pa smotan ali pa težko. Saj nekaj se ti zgodi, veš. Ja, nekaj izkušnje imaš. Tako pa, lahko se kaj pogovarja, veš, mi smo se pogovarjali stari v tvojem izleti, ko smo že delali, tudi šel v Bosno, ne? Ja, veš, pa kako še material delal, pa kako te intervjuje snimaš, recimo, pa tako, veš, imaš nekaj se zament, ne? Drugače pa, aj fajn nastopati, ja, seveda, da je, ne? Ja, itak, ja. Se pravi, meni si dobro takrat rekel, preden sem ti še rekel, če bi lahko bil si rekel, jaz stavo s njim kaj pogovarjati, dejansko 1 let sem rabil, ne? Stage time, oziroma 1 koronski let, bodimo realni. Ja. Pol leta, recimo, no. Pa saj ni to zares pogoj pri tebi, da bi imel napisane pogoje. Ne, recimo, Ajda Peternelj je že zdaj pripravljena, veš. Ja. Ker ful nastopa, ful dela, recimo s Kalužo bi tudi celo že kaj pomenil. Samo to so take polurne pogovore. Če za ne pol leta, to bomo pa že 1 urca tolkli lahko, ne? Ja, tako je.
Stand-up intervju, zakaj pa nekakšen tak drugačen ime? A je to res dobro, da je, ne vem, tako Jan David se pogovarja, da že v naslovu zveš, kaj se bo zgodilo? Ja, ti Ne imaš recimo svoj ime, da imaš ven naprej. Ne? Ja, To je ful dobro, zato ker pač ljudje celo vejo, veš. ja. Jaz sem ta debel rdeč, ko dela intervjuje, kakor ful Ja, srečuje. skuša ne šireno, kako že pravi. Ja, haha. Vsi ti, ja, pa kaj že, infarkt na dveh nogih, pa vse te klasike. ne. Predinfarktno stanje. To. Pač, stand-up delam, ne? Ja. Intervju delam, ne? Mhm. A veš, kreativnost. Jaz kreativnost ne iščem glih pri naslovih, mora biti to kdaj tudi napaka pri komadih, ki jih pišem, Okay. ampak načeloma se bolj ukvarjam z vsebino, naslov že pol pride. Zadnje čase se ukvarjaš s katero vrstjo komedije, oziroma kaj probavaš na odru? Ja, trenutno probavam glasbeno komedijo, ene stvari ratujejo, ene ne, veliko se vam še za naučiti, 100krat moram če na oder spisati še par komadov, kakor mislim, da za vsakim komadom nekaj dodam, mi pa fali še nekaj stvari, kakor jih imate recimo Kuzman pa Škrlep, ko jih delata. In jaz pa se ukvarjam tam nekaj s kitaro preveč, pa tako une dva pa dejansko pustita smeh, da izveni. Jaz imam pa tudi neke kao subtilne fore na teh komadih, ki jih pol ljudi šteka, druga polovica ne. Ali pa se sam meni zdi, ali lahko pa da so sam slabo napisan, ker tudi možno. Ne. Dobro, pa ja, sam si, kot si sam rekel, ni še veliko nastopil s tem. Kaj te pa najbolj za zdaj presenetilo, da nisi pričakoval, pa da se dogaja za glasbeno komedijo? Smeh, stari, smeh zmeraj preseneta. Veš, tam, ko misliš, da se nojo smejali, pa se smejijo. Ja, Pa dobro, tuhte, zakaj so se pa tle smejali, tam pa ne. Zato, ker si zafejlo, pa je bilo smešno. Ne, kva pa recimo, zdaj, ko to nastopaš, ne pa tako. Kako biti pa MC? MC je, veš, odvisno kak folk imaš. Ne, Oziroma za sem sabo. drugače vprašal, si rad MC? MC je ena izmed veščin znotraj stand-upa, kakor je pač tisto, ne poznate, to je povezovanje. Se pravi, da si nekako med komiki vmes vezen člen, ali pa da ogreješ malo publiko, ali pa ne. In jaz imam to srečo, da zdaj s vami, ko nastopam, imate že dosti dobre materiale, če vas je ful, ne? Ja. Ni treba pač meni na odri nekaj devati, veliko energije od sebe, seveda je treba pač povedati, zakaj se gre. Ampak kraj prepustiš, da so komiki bolj smešni. Ti si pa nekako okvir, pa rečeš, zdaj bo pa naslednji to, pa ne vem, kaj hitrega poveš, pa probaš ne v nič kazga džoka, ne? Recimo, če kjer oče, pa ima to natrpančla in ne rečeš, tako puf, je oče, ne? Ja. Pa take malenkosti in pa seveda reče, zdaj pa pauza, pa se vidimo po pauzi, pa pridite naslednjič, pa tako. Haj pa še naredil, Pač da imaš. nekaj, ja. Ja. Se pravi, si rad ali ne? Seveda sem rad, ampak je pa ena past pri MC-jevstvu, na to sem te tudi že opozoril. In to Ker je. si se začel s tem ukvarjati, ja, da nehaš delati ta pravi material. Ne? Veliko materiala lahko narediš on the spot, se pravi, tam folk nekaj reče, še nam manjce v publik. Ne? Ja, super, ne? Imamo to manjce, ampak to ni material, ki ga lahko delaš naprej na odrih. Tako da v bistvu mi zdaj fali odr kar precej. Ja, boš mogel se manj pisati, ker tam si, oziroma drugi, da bo mogel začeti manj pisati. Ok. Ukvarjaš se z glasbo, kaj pa točno igraš? Na odru kot ta glasbena komedija igram klasično kitaro, drugače igram pa tudi bas kitaro v bendu Mah Band in 16. ali 17. karkoli je sobota imamo koncert v Krškem, 16. april, 17. april mora biti, leta 2022, ki boste gledali to 23. leta, ne? Ja. Ni treba v Kršk hoditi, Ja. tudi zdaj ne. Pač tako, fajn se imamo. Pridite v Krško, da boste videli, kaj igram. Je pa to metal, to si mi zadnjič presenečil. Heavy metal. To je malo ni pa full dž. Ok. Odkje ta ideja, da igraš bas kitaro v bendu? Ja, bas kitaro igram že od enega 6. razreda osnovne šole, recimo. Ok. Pač brat je bil že bas kitarist, pa smo kdaj pol kitaro malo tako v probo. Pa mi jo enkrat predal, pa itak pol v srednji šoli smo imeli že na valet smo že špilali v 8. razredu, veš, na zaključki teh šolskih, ne vem, kaj tudi pač. Ja, Valet, se pravi, si šolski band. Ja, to, pa z enim kolegom smo neko govedno provali špilati, ne vem točno za kom, ampak fora tem, da je bil edinko, ker je hotel kaj špilati, pa smo se pa spretelili in mislim, da smo že konc prvega letnika v srednji šoli začeli špilati punk, pa metal, pa rock in pa pač to naprej. Nice. Kaj delaš za življenje? Za denar? Za denar sem fotograf, Ja. ker je korona bila do nas zelo prijazna in tudi zdaj, ko se počasi vračajo dogodki,
sem pač še kar fotograf, ampak je bi ga mal men, ene stranke so nehale delati vmes, eni Pridejo naročniki druge, še delajo. Pridejo druge, verjetno. To je pa ta problem, da se trenutno nisem glih ful s tem ukvarjal. Glih z Aha, enim zdaj. kolegom zdaj delava spet nazaj, mislim se menila, da bi začela nazaj po roki delati skup, so drugač lušen del, ampak ful naporen, pa dvoje lažje, pa oba dva se poznajo, ker smo imeli tudi studio fotograf skupaj. Tako da to mora biti. Drugač pa ja, tako, ene dvakrat na teden recimo, da zdaj še delam kot fotograf, pa si s tem nekako plačujem položnice, ostalo pa pač muzika, pa predstava. Napisal sem s Težakom pa s pevcem smo skupaj Naredili predstavo za gluhimi, gluhe, ne? tako, Kako se v reče slovenskem znakovnem jeziku. Okay, nice. Konkretno. Slovenija je tako dva prstka, no, to je znakovno. Aha, to je slovenski znakov. Slovenski. Kako pa Američani rečejo za Ameriko, recimo. Kako pa je vse stari? Ne veš. Ne. Kaj imamo vsako kretno za vsako državo? Države so različne kretne, pa tudi znakovni jezik Kako je ni pa isti. Uganda? Kako pa vem, stari, jaz Kaj ne pa vem, kako je Hrvaška? Zagorje, nimam pojma. Sam res, fucking vsak kraj moraš pokazati. Moraš kazati, ali pa imaš enoročno, ali pa dvoročno abecedo, se pravi, če tam to. A ja, to. A ja, prav, da črkuješ Zagorje. Tako, črkuješ. Da ni Zagorje, ne vem, voda, tri mesta. Ne, 3 mesta je za Save pol, ne. Ja, no dobro, ampak ja, recimo. Ja, ne, malo stari jezik, za P imaš v Sloveniji 3 različne kretne, odvisno, kje si v Sloveniji. Kurac. Ja. Narečje imamo. Narečje imamo. In fora tem, da se ne pogovarjajo med sabo, mislim, se ne zastopijo, Slovenci, Hrvati se ne zastopijo med sabo. To so čisto drugačni jeziki. Tako. Kako pa pol prevedeš? Imaš nekoga, ki zna oba jezika, pa prevaja. Recimo, tukaj smo imeli v igri tudi eno, kar je pač iz baltskih držav, kot je že bila. In je zanimivo, ker se ga napije, govori več jezikov. Ne? In pa se ne zastopijo med sabo, kdaj. Fuck. Ja, stari, greš na žurko, tam neki ful se meni, pizda smo se dobro imeli, ko smo se zmeli včeraj. Ja. Pa čisto tih. Ja, niso, ne, se spuščajo glasove, až tudi slišijo, okay. Niso čisto procentno gluhi, eni so tudi naglušni, sam se pravi uporabljajo neke aparate. Ampak ja, zanimivo z njim delati, dolg proces je bil ful dolg do te premiere, smo bili pa zaradi korone vmen, smo imeli lahko samo eno to premiero in smo prvič nastopili s tem materialom pred folkami in ugotovili, da bo treba ful popraviti. Tako da zdaj smo glih v fazi prenavljanje te igre, kakor bomo skrajšali. Nastopali pa so vas dali videti. O tem kasneje, najprej je treba to igro ponovno spisati pa spucati, se pravi isto, kakor pri stand-up materialu, tako vam pa nove smešne stvari not Pa prepraviti. to hoče biti komedija. Ja, to hoče biti komedija še kar. Pa bo to smešen za ljudi, ki slišijo. Ja, glih to je bil problem pri tem, da smo se preveč osredotočili na gluhe in gluhem je bilo itak že debes to, da mi sploh kretamo in tam, ko delaš napake in bilo že to nekaj smeha. Ja. Ni bilo pa smešno za slišeče. Pač pomanjkljivost znakovnega jezika je tudi to, da recimo nimaš zlogo spregan besede, recimo. Če recimo tamle bi dva bila, ne, to smo imeli igr, ko misliš, da sta kriminalista, pa ti rečeš, sta prej klošarja kot kriminalista. Ne. Ja. Oni tako čak, prej sta bila klošarja, zdaj sta kriminalista, ali kako je to? A ja, sta bila bolj klošarja kot kriminalista. Aha, te stvari. Ja, in potlej až besedne igre odpadejo, ker pač ena beseda ima samo en pomen in če jih ima več, si že fertih in recimo pomaš pa isto, je lahko tudi brat ali pa ne vem, ko še vse tako večkratne tudi za eno besedo, samo odvisno od tega, kako uste pa mimiko premikaš. Večkratne za eno besedo ali pa več besed za eno kretne. Tako, ja. Ja, ok, fair. Zdaj pa še veliki debi na Radio Gaga, Matej. Ja, Kaj pa to bilo? To je bilo pa Sašotom Svalansko poletje Sašotom Hribarjem so delali intervju tam v Bangladeši. Ja. Pa sem ga enkrat objavil in no, se sam tudi mi rekel, dej, če všemo kdaj kak lik ga prines pokazati, pa da vidimo, če bi se dal kaj izmeniti, ali pa če kaj jemo. In pa sem Jurija Kaluža enkrat poslal, ker je komik naš, ko dela like, je tam gledal, pa je rekel, pizda, to mora biti, pa ni čist, ne. Ni bil čist prepričan. Kreativa je. Tako. In ker smo zdaj v času, ko se bližajo volitve, jaz sem povedal, kak slab let nazaj napisal prvi komad na temo volitev, ker je letos bo celega fuka volitev lahko tam komadsko špilo. No, in sem rekel, gospod Hribar, jaz imam za vas en komad in to je volilen komad. Je rekel, daj prid pokazati in valjda snemo tremo. In me pol rekel, več tole trema, nam se tudi zgodilo že kdaj,
tako da prid še enkrat in tako da sem imel priložnost biti že 2-krat na Radio Gaga. In zdaj boš tudi tretjič? Za ta tretjič pa še ne vem, ker to je pa odvisno od njega. Veš, on je v bistvu dirigent tega ansambla zmedenih ljudi, ko se grejo tam improvizacije. Fair. Kako ti je bilo? Šel se adrenalina perfekten. To je tudi ena stvar, mora biti zanimiva. Veš, jaz sem že unik, ko bi se lahko dal naučiti. Ja. Trema, ne, valjda sem imel nekaj malega treninga, ko sem stopil v bajto, ampak dosti nastopil, mislim, čas v študentskih letih smo tudi dosti po radiju hodili, pa televizijah. Veš pa ti skonci. Ja, pa tudi Radio Trbovlje, pa tudi na Sloveniji smo bili. Okay. Pač neke mladinske oddaje, pa tako smo hodili. Prav. Se nekaj zabavati. No, in s tem studijem sem imel nekaj izkušnje, ampak pa priješ s to kitarco, pa besedil sem si naprintal za Tremo, ne? In stari unem hodniki, preden priješ v studio, se mi začne rokce tresti. No, tako, ne? In pa tam odložim, pa oni tak vid, ko primeš kitaro, da se rokce trese. Ja. Pa je rekel, daj, prič enkrat. Ja, dobro, si te lepo rešil. Ja, super, jaz se je vlada mojster. Lepo te rešil, sem mislil, da bo bolj komično te rešil, pa kaj tako proper povedati, kako je. Veš kaj mislim, ni bilo nekaj delanja norcev s tebe, kao kot... Ja, ne, to se me pol prvošil naslednji še, ampak se v komediji vse gre skozi, veš. Fora tem, da oni so tudi improvizatorji in v improvizaciji je fajn, da je ta iskrenost, pa to, kar se zgodi, da komentiraš tudi, veš. Aha, ja, da ne vem, če ti bi struna počela, bi rekel, da mi je pa struna počela. Tako, Da nisi in to, tih. ja, To na ne da radiju mogoče skrivaš, še ne. bolj, a ne? Tako, da struna počela, ko pa delo, veš, in pa zapelješ to lahko neko bizarnost. Veš, si, ne vem, s tem pečevino umetil, ne vem, karkoli lahko si spomniš, ko je lahko bizarnega delo. Dej, ti bom šnirnice posodil, dej struna, ne moreš, ne. Ja, nekaj tako. Ja. Kaj so tvoje življenjske ideje, cilji? Pa v bistvu trenutno imam plane nadaljevati s to fotografijo, Ja. ker mislim, da neke stvari sem že naredil, neke stvari se moram še naučiti, pa jih lahko še izboljšam in Ok, fair. lahko še naredim. Komedija me definitivno zanima, tukaj bi se tudi malo še zboljšal. Za band, ko pišem, to mi pa dejansko ta prav hobi. Ne? To je prav hobi. Ja, še enkrat na teden ponavadi ob nedeljah se dobimo, imamo vaje. Zdaj zaradi zapleta z službami kolego se dobimo jutri, tako da imam danes cajt. In veš, je on hobi, se sprostiš, se imaš fajn, veš, tudi ne rabiš let na pier po vajih, ne. Se imaš pač fajn, veš, na 4 ure si skup, puf, pa neki pol rata, veš, korona je bil super cajt, smo naredili plato in zdaj bomo malo koncertirali, da vidimo, kako se ujamemo tudi na odrih, ker tudi to je pri bendi ful pomembno. To je ful razlika, ne, spet, ali si ti na plati dober ali pa na odru ne znaš performirati. Tako, isto kot A pri si ti nas. najbolj izkušen odrski Ne, lik kaki. v vašem bendu? Ne, to so drugi. Mislim, naš bend s klaviaturistom sva skupaj špilala že predtem, tudi s pevcem, je bil že naš član, ampak njim nismo imeli, mislim, da benega nastopa. Z Antom? Smo razpadli. Ante Rota. Ante Rota, ja, sem te razumel, s pevcem, kot z Antonom. Ja, ne, pevc, kot, a veš, on, ko ima mikrofon v bendi. Ja, Ja, okej. ta oseba, ki Ta. je spredi običajno. Ta. Ja. Okay. Potli, a veš, Arne je bobnar, ki je na svojih koncih ful že špilil, kitarist je špilil mislim, da v parih bendih tudi. Se nam se spomnim, ampak so Okay, tudi znani slovenski bendi bili, tako da. Ja, nice. To se mi zdi, da te glasbeniki, kar v Sloveniji kar redno menjajo. Tako. Ja. Se Pač se dobiš, posujajo in veš, to je to. malo podžema. Cool, veliko so povedala, a sem kaj pozabila, spomnim. Jaz pozabila sva seveda, Jan David, povedati, kaj je vprašanje za naslednjega gosta, a ne? to vem, ampak sem mislil, da bi pred tem. Ja, predtem. Ja, ne vem, kaj te še kaj zanima? Kaj je tvoj življenjski moto? Nimam mota, stari, zgod bi imel moto. Ne vem, a nimaš tako enega načela, kjer ga se držiš ali pa tako? Ma, načelo je... Bodi dober do drugih in Ma ja, pomagaj, pa ti ta bo. poštenost, pa vse to, ne, se to je super fajn, ampak moto je nekaj drugega, ne, moto je, veš, neki, tak, Ja, bolj tako, ne vem. ja, Bodi velik in rodil se boš tako. Ja. Neki. no, vidiš, Jan David ful bere, to, Ne, to sem se zmislil zdaj. Ampak Aha. lahko da je bilo kaj napisano. Ker ljudje ne poslušamo in beremo zato, da bi razumeli, pač pa da bi ponavljali. Težka. Perfekt. Pa dajva kar vprašanje za naslednjega gosta in bo potem tudi zaključila. Odlično. Da so povedala veliko več kot dovolj, 19 minut, 36 sekund. Ne vem, Je ravno koliko cajt ti delaš te Ja, delam tam nekje do pol ure.
Ampak če... Bom po 20 minutih končala, varaj drugi se še dobila, ker bo spet tehničnih težav. Vprašanje za tvojega naslednjega gosta. A si kdaj vozil ali vozila pijana? Ok, to bo zanimivo vprašanje, glede na to. Mislim, ker ne vem še, kdo bo, ampak zna pa biti, se mi pa dozdeva, kdo bo. Tako da bo zanimivo. Matej, hvala, ker si bil moj gost, pa upam, da se vidi čim večkrat. Hvala za povabilo, Jan David. Pa gledajte, Jan David se pogovarja, tle so neki kvadratki. Ja, pa gledajte to, no, karkoli že je. Ne gledajte stand-up. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.